Imate mehko gibljivo cev in skledo polno papirnatih konfetov. En konec cevi postavite v skledo s konfeti, drugi konec pa krožno vrtite nad njo. Kaj se dogaja? A. Konfeti letijo iz posode. B. Konfeti letijo iz vrtečega se konca cevi. C. Vsi konfeti ostanejo v posodi. Ali D. Konfeti letijo iz posode in iz vrtečega se konca cevi. Čas je potekal. Osnovna šola dr. Vita Krajgarja Ljubljana. Vi ste odgovorili B. Konfeti letijo iz vrtečega se konca cevi. Osnovna šola Vodice, vi pa ste odgovorili C. In sicer menite, da vsi konfeti ostanejo v posodi. Ja, jasno? Opala. Jaz sem pripravljen. Če se v naravi pojavi razlika v tlaku med dvema krajama, med njima zapiha veter od kraja, kjer je tlak višji, proti kraju z nižjim tlakom. In to lahko povzročimo tudi mi, s tem, ko bom začela vrteti cev. Mi imamo sicer poleg zraka še dodaten element, en del cevi bo namreč v konfetih in zato bom pri vrtenju rabila pomoč. Juš, ta pomoč boš ti, zelo zabavna pomoč. In prosim te, da držiš en del konfetov takole v skledi. Jaz bom pa z drugim delom lepo vrtela. Mogoče malo pazi na glavo, da jo boš obdržal na vratu. Tako, 3, 4, zdaj. Zdaj, cev, ki jo vrtim, se premika skozi zrak in zaradi premikajočega se zraka se pri vrtečem koncu cevi zmanjša tlak in povzroči, da konfeti letijo vse naokrog po studiu. Potegne jih namreč od višjega proti nižjemu tlaku. Juš, jaz mislim, da bova midva postala uradna razpihovalca konfetov. Kaj praviš? Ja, upam, no, dajte nas najeti za kakšno zabavo. Sliši se dobro, dobro se pa sliši tudi to, da so rumeni odgovorili pravilno. Pravilen je namreč odgovor B. Čestitke, bravo! Bravo, dobro ste odgovorili.